Kuhaš kavo? Pazi. Jaz bom kakao, ampak ga bom mama naredila. Ne pa, ne? O, Jakec, pridi malo k meni. Da ti razložim. Mama, oči, kje je mama? Saj veš, da smo čakali brat. Ali pa sestrica. Aha, kje pa bratec? Počakaj, da ti povem. Ampak kje je bratec? Saj ni bratec, ampak sestrica. In nije tukaj. V bolnici je in mama tudi. Dva dni bova sama doma. Jaz pa nisem rad brez mame, veš. Zakaj pa ni še mene vzela v bolnico? Kaj bo zdaj ta sest? On je fantek? Aj, no. Se mene tudi ni vzela slabo. In jaz tudi nisem rad brez nje. Saj veš, čisto novega dojenčka morajo zdravniki malo pogledati in po jutrišnjem prideta opet domov. Oh no, saj to niso solze. Ne, samo oči sem potila. Oči? Ima čas. Boš v službo, a ne? Ne, imam dopust. Kaj bomo pa počela? Veš kaj? Narediva veliko gnezdo in potem bom jaz jajce in ti gori. Potem sem jaz izvali jajce in črniče in bom malo gojala po stanovanju. Moj to nikom ne rabi vze. Uboga me predvajeti. Me varno nosi, a meni se zdaj smeri. Ojej, Jakec, najprej suhega kakao. No pa še ta telefon. Ja, prosim. Halo, inženir, zasite se takoj v centrali. Glavni računalnik ima motnje in grozimo kvara na celem sistemu. Zelo resno je. No, lepa reč, zdaj pa imamo. Samo za sina še uredim in takoj pridem. Si rekel, da ne boš v službo, ne mora biti sam. Saj nimava izbire, Jakec. Resna opare in to je moja dolžnost. Saj veš, kaj je dolžnost. Ne maram, ampak moram. Halo, Miša. Joj, ti si, takoj povej, imate dojenčka? Ja, imamo punčko. Ampak prosim te, če lahko prideš popodne k Jakcu. Moramo v službo. Punčko, saj to je pa bajno, kar mraz me sreletava. Najprej fantek, zdaj pa punčka. Bajno. Seveda pridem k Jakcu, sicer bi morala k frizerju, ampak saj grem lahko jutri. Ob 2 bom pri vas. Hvala, Miša. Popej vojaki česa. Ne bom, ne. Si rekel, da ne bom sam. Saj ne boš sam. Popoldne pridete ta Miša. Ne moram te Miše. Babico hočem ali pa kuška. Pa jo nimaš, krščen mladiček, in lepo boš počakal doma. Ja, pričajoče, no. Vse ni tako hudo. Zdaj si starejši bratec in starejši bratec moraš biti pametni. Nočem biti starejši bratec, kar dojenčka dalje taki Miši. Le, kaj naj naredim s tem otrokom? Saj ga ne morem zapreti v hladilnik. Seveda ne. Res ste v zadregi, jaz pa ne morem kar stati v kotu in ledeneti, ne da bi pomagal. Saj nisem iz kamna. Vi kar mirno pojdite v službo. Bom že popazil na Jakca. Ampak, kako? Pa saj ne vem, Kar brez skrbi. Najprej mu bom skuhal kakao, potem pa se bova igrala, dokler ne pride teta Miša. Garantiram, da bo v redu, saj ste me kupili z garancijo.
akcijo. Ja, prosim. Inženir, kje pa ste? Vedno bolj nujno je! Grozi nam ekološka katastrofa! Že grem. Pa, boste res? Mar, brez skrbi. Pazil bom na jakca, kakor... Kakor resnično sem nastavljen na 4 stopinje. Oči, veš kaj? Kar pojdi. Pridem bom kakor resnične hladilnik nastavljena. 4 stopinje. Dio. No, pa sva sama. Se bova kaj igrala? Seveda se bova. Samo ne žogo brcati. To ne bo znala. Saj ni treba. Narediva veliko gnezdo, potem boš ti kon in jaz tvoj žrebiček. Stanuje okoli v gnezdu ali v garaži. Mislim, da v hlevu. Ojej, premikam se pa tudi kot kakšen krulko. Če povrneva čez vse skupaj, še na mizni vrt, bo imenitno nekaj. Ojej, to je padlo. Slišal. Zdaj pa drago žrebe malo, boš v gnezdo priskakljala. Ihaha, se vedno manj. Boš v gnezdu žrebe malo, jogurta sesala. Jagode, tega imam najraje. Srček mrzli. Kakšno govorjenje za dva stara fanta. Aj si, fant? Kako resnično sem nastavljen na 4 stopinje. In ime mi je Lojze. Oče, razranec je tudi Lojze. Ampak jaz sem Lojze Bož. Jakec, mucica mala, kaj pa počneš? Jem, ampak saj nisem tako majhen. Jejoj, kako je ljubi fantek pameten. Seveda, bom že še poklicala. Bye. Zdaj je pa čas, da malo gospodinji zavrljata. Gospodinstvo je tak dolg čas. Kakor se vzame. Sploh sem pa gospodinski aparat. Kaj pa je? Nič. Premišljujem. Imeti morava sistem. Prva faza. Polnice in put. Druga faza. Korito in tla. Ne razumem. Mama je pospravljala pred fac. Samo smetlo in cunjo, veš? Kaj jaz tudi. Si zato, da jaz pobrišem po pultu, ti pa po kornicah? Ja.
Delam, 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 delam kot za moj. Delam, 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 delam kot za moj. Daš hrabarsko? Ne, prenevarno je. Jakec, mucica mala, kaj pa počneš? Pospravljam, priden majhen fantek. Ampak saj nisem tako majhen. Seveda, bom že še poklicala. Bye. Moj poglej, kakšna je. Bova kmalu gotova? Samo še po radiju pobriši. Včasih govori take, da očka reče, krščen matiče. Mama pa. Budi časico. Slišiš, še vedno je poreden. Ne bo že pomiril. Če korito pomijeva, pa sva. Njem celo steklenico? Ne, samo kanec. Tako, pa sva. Zdaj pa prava malica. Poglejva, kaj je dobrega v mojem trebuščku. Žanja, bi? Bi. Pa sirček, bi? Bi. Pa še salama, bi? Bi. Poglej, Lojze, kako široko bom zilil. Ti pa res imaš. Boš pivo zraven? Kaj? Hotel sem reči, če boš kaj pil zraven. Se imala fino, kaj ne, Lojze? Ti vse znaš. Kaj te pa muči, prijateljče? Nekaj premišljam, veš, glej, kako je to. Zelo radi imam babico ali pa kuška, bil sem pa sestrico. Kaj da sploh počnem z njim? Stavim, da še igrat ne bo znala. Takoj že ne. Malo jo bomo ujčkali, malo se bomo hecali z njo, pa bo. Dojenčki so zabavni, veš, in hitro zrastejo. Ne vem, zakaj se pritožuješ zaradi kuška. Saj ga imaš. Kje pa, vedno slišim tisto. Pusti za vkljuk. Ko pa vem, da je pes pri hiši, kje neki je? Šuži! O, Lojze! O, kuži! Fuj, ne dovoli, da te liže. Ime mu je Reti. Saj ne bom. Lahko da malo sirčka? Lahko, pa malo mleka mu naliva v skodelico. Jakec, kako pa piješ? Saj nisem jaz. Lojze, kako pa piješ? Jakec, mucica mala, kaj pa počneš?
šel, pustite malo, vprašaj ga, koliko časa ostane. Morala bi pri zelju. In zvečer imam, Slovenija ima talent. Mogoče bi on pazil na te. Sprašuje, koliko časa ostaneš. Daj mi jo. Spoštovana Miša, vi kar mirno pojdite po svojih obratih. Z veseljem bom popazil na jakca, dokler ne pridejo starši domov. Saj to je pa fajno. Vedno se govorila, da so sorodniki pol. Zdaj sem pa čisto brez skrbi. Bye, bye. Ni napačna. Ni napačna. Je rdeče lasa. Večkrat je. Ima pravne. Kak? Prav bi že bilo. Kaj, ko se tako počasi premika. No, bomo že našli rešitev. Premišlja? Aha! Još že ima. Imaš odgovor? Molkav se boš? Računalnik. Ne. Odprite naslednje okno. Hej, kaj je pa to? Kaj se pa greste? Pazite, no, malo. Oprostite. Kužek je še mlad in je danes prvič na grbici. Pa kaj potem? Ne moti. Kaj? Že spet? Pride naslednje okno. Sedma ikona. Ti loviš? Hej! Kaj je pa to? Spravim te otroke v drug program. In psa tudi. Oprostite. Ne razumem. Kako drug program? Kdo je pa tebe programiral, da si tako zaluno? Kakšna cheap shit firma? Najbolje, če se pobere. Zakaj te pa hladilnik kažem? Ko ga ni doma, veš, dobil sem sestrico. A sestrica, da smo Martina, kaj še rojenke? Saj moja sestrica je tudi še rojenček. Ti si me še videl, veš? Jaz pa šim na kar naprej vidim. Nima nič las in nič zob. Ne bo šlo. Premalo prostora. Kaj pa, če bi se šli? Mačko in miš? Ja!
drugače. Sama solata in sladko. Tamle je avtomat za sladoled. Ja, kupi nam sladoled. Zalejte sladoled. Zalejte sladoled. Nisem pričakoval, da bom srečal tako lepo dekle. Pravilno. Sladoled za ta dva fantiča. Kako vam je pa ime? Če smem vprašati. Marjetica. Marjetica. Kako krasno ime. Marjetica. Najlepša si rožica. Ko te poznam, te rad imam. Jaz sem pa Lojze. Če smem povedati. Lojze, vidva bi rada sladoled. A si se zaljubil? Prendete večkrat vlad. Malokrat, ampak zdaj bom večkrat. Izvoli. Pa so tebe. Sladoled za enega malega, pa drug za ta drugega. Izvoli. Kaj pri vas tudi vsi ližejo sladoled? Tako pa Spet nič. Kaj pa če ga obrnem? No, bo kaj. Aha, tule to mogoče bo. Kaj pa delaš? Signališče, ti bomo pomagali. Skuj si tukaj. Nič. Tukaj pa mogoče bo. 300 kablov! Ravno se ga našel, pa ste me spet premaknili. In kaj me sta doledal na računalniku? Eno ti bom primazal. Hej, vi, pustite otroka. Ti pa tiho bodi. Iščeš zvezi za okvarjeno sistemo, če si ti sanja, kaj je to. Ne, se mi ne in me tudi ne zanima. Pustite otroka. Vem pa, da se otrok ne sme tepsti. Dajte mi že vsi skupaj mir. Kaj pa je zdaj to? Se mi kot jakec joka? Jakec? Mucica mala. Teta Miša, zaprti smo. No, pa je pa prehuda. Kje je pa Lojze? Dovolite, zaprl je tudi mene. Lojze, tak si? Sem si te drugače predstavljala. Ampak pri mojem bratu nikoli ne veš. Tudi prav. Ne moremo odpreti, ker ni ključa. Kdo za božjo voljo vas je pa zaprl? Tisti tam. Imaš problem. Pa še kakšen. Hekerji so drli sistemi, zdaj vse nori. Železne cele. Kje si si pa ti vzela? Virtualna, ta je pa dobra. Odpri tamle moje otroke, pa poskusim rešiti tvoj problem. To pa že je težko, ja. Daj mi čik, gumi, pa boš videl. Sama se pa často tam, ta 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 ta.
Lahko jaz sem kakšno sluga z mojim računalnikom? Pa poglej, če najdeš kdaj pride moja nova nečakinja iz porodnišnice. Aha. Čez 1 uro pa da odpusti in čez 2 uri bo doma. Juhu! Gremo! Čakaj, to bom še kdaj videl. Prišči me na Facebooku. Miška, piška, afna, volja.si. Lahko prosim poveš še enkrat? Miška, piška, afna, volja.si. Ampak jaz bi te rad videl zares, ne virtualno. Adijo. Kaj pa delaš? Spekel bom slivom kolač za dobrodošlico. Jaka, boš pomagal? Moja slika. Kakšne se mi zdijo te zanosice? Fenomenalno, bom. Ampak jih je tudi fenomenalno težko likati. Ti bom pomagal. V redu, to bo lep sprejem. Samo, če šope krošna manjka. Grem jaz naprej. Kaj je zdaj s tem kolačem? Ojej! Si slišal? Rekel je in sem se sedel. Živ obuk, kaj bo pa zdaj? Poglejte to, pa še. Pisemce je zraven. Miška, piška. Lepo, da nisi samo virtualna. Si pravi računalnik, ki vidi. Hvala za pomoč. Tudi ti rože niso. Frane z Ljubljane, afna, vrabec.si. No, imam pa vsaj rože za dojenčka. Kaj se pa tako žalostno držiš, Lojze? Kolač se mi je sesedel. Saj 7 centimetrov je prenizek. Prava reč, bomo pa 7 centimetrov smetane nametali nanj. Kaj pa? S tabo, Jakec? Malo bi rad. Nič ne vem, kakšna bo najstnica. Saj bo. Veste kaj? Popijmo kavo in nam bo prerokovala iz vsebine. Kaj pa iščeš, Lojze? Strela, pes jo ima. Ta je tudi malo živčen. Dobro, poglejmo, kaj se vidi v kavi. Sestrica bo prijazen dojenček in bo veselo krulila, ko bo zagledala Jakca. Ino, Ja, tako se kaže. In z Lojzom boste hodili v park. Bo maljetica še tam. Seveda. Zakaj pa niti tako laja? nekaj slišim. Hitro, hitro, pri! Komaj čakam, da vidim svojega jahta! Jutro se zbudi in
pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša stran. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, premislim, najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazov in tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov in tvoj razvoj pomeni vse. Ko se obarve potopi, te nikoli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. Se začeni in za mano je dolg podaljšan. Se prikradeš ti, te dvignem in všečkam, kar se da. Če ne vide tvojih pit, galerijo tvojih zlik, zapiram zid, stena in sam ti. V moji knjigi obrazov in tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov in tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se obarve potopi, te nikoli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. V moji knjigi obrazov in tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazov in tvoj nasmeh pomeni vse. vsestranski in tako nasmejan. Veste, tisti smeh hladilnika, to je čisto po scenariju. Nič ni bilo narobe. Tako napisano se lahko naš hladilnik smejal. Skratka, naša predstava Jakec iz hladilnik se je uvrstila na področno tekmovanje in izbor besedila in karakterno dodelane vloge posameznih igralcev. Tako da mislim, da si zaslužijo še en aplavz. Vse tiste ure, vse tiste sobote, ko ste bali v šoli, tudi so pa bili kje ljudje pri drugih aktivnosti. Skratka, to je dobra popotnica za naprej. Veliko uspehov se to predstavlja tudi naprej, ker ste vam torej tako lepo porišali popoldne, bi vam ga tudi mi radi na nek način, seveda se vidimo, kaj imamo s na raje nekaj za povest, biti in se za postavkati. To je za prav.
Koroška na Ljubimbi in režiserka te predstave Jakobski Listvinska Divnik, gospa Dijana Kavčar. Da je poženeno kakšno delo, pa če začnem razmišljati od izbora besedila, ki je tudi tokrat usrečeno in izbrano, Zahvačka je zapisala, se upravičuje, da se naše primere ni mogla odeležiti, do upravnih vaj, do postavitve igralcev na oder, do vseh tistih drobnarih in malenkosti, pa še ne razmišljam o tem, zakaj smo se zatrdili kasneje. Skratka, hvala lepa za upravljeno delo in verjamem oziroma pripričana sem, da stopamo po poti gospe Milke in gospoda Toneta Kvartiča, ki sta nam začrtala kvadransko pot pri mnogim leti. Brez katerih tudi ne bi bilo tega, kar smo danes imeli možnost videti. In sicer kostumografinja, gospa Komoda Močnik, Renata Močnik, se opravičujem. Lektorirala je besedilo naša učiteljica Danica Godlik, ki je tudi službeno zadržana na seminarju, to pomeni, da bomo Rožico tudi naknadno izučili, so pa tukaj naši trije fantje. In sicer asistent režije Boris Volarič, in svetlobni efekti gospod Mladen Tancer.